Spoštovani gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, dobrodošli med nami. Gremo kar in medias res, namreč čas je hiter in dinamičen in ob meni že sedi zelo iskriv in zanimiv sogovornik. Naj povem, da če smo v prvem podcastu Supermoč gostili kirurga, doktorja Marka Bitenca, ki je dejal, da se supermoč skriva v moči misli in čustev, ki so tako pomembni, da lahko celo usodno vplivajo na razvoj bolezni ali celo prezgodnje smrti, vam lahko zagotavljam, da bo moj današnji gost razkril recept, kako bi lahko postali v naslednjih 15 letih boljši od denimo Finske, ki se ponaša z velikim številom prebojnih inovacij, ali pa bi lahko prehiteli celo Avstrijo po BDP-ju. Tako je nekoč za Delo moj sogovornik izjavil javno mojemu kolegu. Spoštovani, naj povem, da je z nami v podcastu Supermoč zelo nekonvencionalen znanstvenik, ki postavlja Slovenijo na poseben način na globalen zemljevid. To je človek, ki je zlahka doktoriral iz fizike že pri 26 letih in to je človek, ki ga Slovenija in svet pozna v vlogi direktorja in solastnika podjetja Kozilab, podjetja, ki prevzema vodilno vlogo v svetu razvoja programske opreme za krmilne sisteme jedrskih pospeševalnikov, radioteleskopov in drugih fizikalnih naprav. Torej, v podcastu Supermoč toplo in prisrčno pozdravljam doktorja Marka Pleška. Živjo, lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Kaj vas je zmotilo v tem mojem uvodnem nagovoru? Ne vem, da mi je bilo tako nerodno, da sem kar pod mizo zlezel. Resno? Ja, kakšna supermoč, pa tako naprej. Jaz mislim, da sem čisto normalen človek, ki pač se trudim, mogoče kakšen stvari znam boljši, kakšne pa slabši. Zveni skromno. Skromnost v času 21. stoletja in sploh pri generaciji z nima nobenega mesta več, so počasih rekli, da je skromnost lepa čednost. Kam vas je pripeljala ta vaša skromnost? Jaz bi rekel takole, Slovenci imamo pregovor, dobra roba se sama hvali, ne? To pomeni, da če hočeš, da te ljudje spoznajo, se moraš sam sebe hvaliti. To je interpretacija tega pregovora. Ne? Tako da, mislim pa, da je prav kombinacija skromnosti in poguma. Ne? To je po mojem ta prava zmagovita kombinacija. Danes občutite supermoč v sebi? Nikoli nisem občutil supermoči v sebi, mogoče jo za nekatere imam. Jaz bi rekel tako, jaz čutim v sebi en ogenj, ki me žene, da nekaj naredim, ne? Oziroma tako, če citiram enega mojega prijatelja, rekel, ko me prime, da delam, se usedem v kot in počakam, da me napad mine. Ne? Mene pa ta napad nekako stalno žene naprej. Ne? Tudi en tak znan investitor in podjetnik je rekel, start-upe delati, to je brez veze, se ne splača. Ni razloga, da bi ga delal, razen, če imaš v sebi neko tako idejo, ki jo enostavno ne moreš ne izvesti. Če imaš ta ogenj v sebi, da to narediš. No, očitno imaš ta ogenj v sebi in bi rad nekaj naredil, da je to pametno, mogoče ni, ampak evo, tak sem se rodil. Če vas vprašam, ali je podjetje Kozilab tista zgodba, na katero ste najbolj ponosni v svojem življenju? In če ja, zakaj? Ne, gotovo ne. Gotovo sem ponosen na Kozilab zgodbo, ne. Ampak jaz mislim, da je več vredno, da živiš v družini, da imaš dobre odnose, recimo midva žena sta že 33 let poročena, pa se še zmeraj obnaša kot dva zaljubljenca. Mislim, da je to mogoče težje in tudi več vredno. Mislim, da tudi ljudje smo družabna bitja in so za nas medčloveški odnosi gotovo najpomembnejši. Ne? Ampak treba ločiti se, eno je uspeh, da nekaj narediš, eno je pa uspeh, da nekaj živiš in z tega vidika je Kozilab gotovo velik uspeh. Tako je, se strinjam z vami. Ampak, veste, v to serijo si želim povabiti in tudi že vabim sogovornike, za katere verjamem, da ste nekaj posebnega. In zato bom vsakomur postavila vprašanje, kaj on vidi, česar mi ostali smrtniki, navadni smrtniki ne vidimo. Ne bom vas označevala, da ste velik vizionar ali kaj podobnega, ampak vendarle si predstavljam, da če se takole postavljate pravzaprav na globalen zemljevid, ustvarjate neke prebojne zgodbe, potem vidite več in dlje. Ja, jaz mislim, da v splošno velja za to, da nekateri ljudi vidijo, da je cesar gol,
večina ljudi pa ne vidi. Ne? Ampak vsak vidi drugo goloto. Mogoče jaz vidim, da nima čevljev, nekdo drug vidi, da nima suknjiča in to mogoče razlikuje tiste ljudi, ki nekaj več vidijo. In seveda, če veš, kaj je resnica, si lahko s tem tudi pomagaš, da uspeš. Ne? Mislim pa, da je cesar veliko bolj gol, kot si mi predstavljamo. Tudi sami ljudje imamo, to je spet dokazano z raznimi študijami, nevroznanstvenimi, psihološkimi, ne? Ljudje imamo o sebi boljše mnenje, kot v resnici smo. To velja za vse. Samo imamo za lepše, kot smo, ne? In pametnejše, kot smo. Tako pač je. Nihče zase ne reče, da je neumen. Tako, ne? Tako smo navajeni. Ne? In zdaj mogoče, če pa znaš sebe dobro oceniti, pa veš, do kam lahko greš, ne? Da se ne precenaš, hkrati pa tudi ne smeš biti preveč skromen, ne? Tudi to je narobe. Ne? In če to veš, mogoče lahko iz sebe stisneš več, pa več dosežeš. Ne? Ravno tako, ne, če igraš tenis, je dobro, da razumeš, pa mi jaz ne igram tenis, ampak kot prispodoba, ne, če veš, kje je šibkost nasprotnika, pa seveda udari v tisto smer, kjer je šibek. Ne. In isto, če vidiš nekaj, kar drugi ne vidijo, boš lahko to izkoristil. Če nadaljujemo v tem slogu, ustanovitelj PayPala, Peter Thiel, je vedno trdil, da bi morali genialni otroci, študentje, opustiti izobraževalni sistem in se lotiti kar ustvarjanja, kreativnosti, inoviranja, dela po njihovem seveda tem genialnem umu. Seveda se nihče ni z njim strinjal, pa me zanima, ali imate vi v sebi ali v svojem mindsetu kakšno vodilo, ki mu verjamete, ki mu sledite, ampak se nihče s tem ne strinja? Moje veliko, ne. Jaz sem malo ekscentrik, tako vam povem samo tisto šalo, ne, če poznate, ne, ko po radiju sporočijo pozor, pazite, na avtocesti vam prihaja en avto nasproti, ne, pa v avtu kako eden, jaz vidim 1000. Ne. Tako da, mogoče se jaz vozil na napačne strani ceste, ne, pa mislim, da so vsi ostali bedaki, v resnici pa jaz. Ne. No, tukaj bom pa kar postavila piko in rekla, da s tem se absolutno ne strinjam. Hvala, namreč, super. Vi delate razvojne projekte, ki lahko rešijo pravzaprav človeško raso, namreč delate zgodbe, ki lahko ozdravijo zelo, zelo težke bolezni. Govorimo seveda o raku. Ali je mit, ali je teorija zarote, ali so kje kakšni interesi, ali dejansko še znanost ni prišla do tega svetega grala? Zdravila proti raku ali nekega postopka, ki bi lahko popolnoma ozdravil to hudo bolezen. Okay, prvo pojasnilo, jaz tega ne delam, to delajo moji sodelavci. Jaz sem samo direktor in govorim in hodim na podcaste, ne, in nič panega naredim, sam veliko govorim. Kar se tiče raka, jaz nisem strokovnjak, fizik sem, ne, torej nisem strokovnjak zato, ker sem pa nekako slišal, pa verjamem, se sliši logično je to, da rak ni ena bolezen, ne. Rak je manifestacija zelo različnih bolezni. Tako da je veliko različnih vrst in zato ga ne moramo pozdraviti kot eno bolezen, ne. Menda je rak tudi zelo vezan na genske, zato tudi govorijo tudi o genski terapiji raka, ne. Tako da rak je samo, tako kot bi rekel, a imamo zdravilo pri smrti? Ja, seveda ne, ker en umre zaradi kapi, en možganske, srčne, en ne more dihati in tako naprej, ne. Tako da je cel kup razlogov, zakaj pride do raka in je treba pač vsakega posameznega zdraviti in res je, zdaj bolj zdravimo simptome. Tudi radioterapija, s tem, ki se mi ukvarjajo, pa šlo, da ko vidimo rakasto celico, potem to obsevamo zato, da jo uničimo. Zakaj pa nastala, ne, ali pa kako bi se dali na bolj neinvaziven način pozdraviti, pa ne vemo. No, ampak kljub temu torej to je v procesu, to se dogaja, raziskovanje poteka in držimo pesti, ne, da bomo prišli do teh odgovorov, kajti to je bolezen sodobnega človeka, ki dejansko uničuje, ne glede na to, iz kakšnega okolja prihajamo, kakšno gmotno premoženje imamo, izobrazbo in kako dobri ali slabi smo. Veste, zanimiva mi je bila misel, ko ste v intervjuju za Delo dejali, da bi si morali Slovenci zadati cilj, da v naslednjih 15 letih dejansko prehitimo Fince po številu prebojnih inovacij in celo Avstrijo po njihovem BDP-ju. Ko sem to brala, se mi je zdelo surrealno, namreč v zadnjem obdobju obiskujem mnoge konference, ko govorijo ravno o tem, kako slabo nam gre recimo na področju inovacij, prebojnih inovacij z dodano vrednostjo.
kako slabi smo pri produktivnosti. Skratka, nič kaj dobrega se nam ne obeta, ko poslušam te analize, vi imate pa zelo optimistično vizijo. No, lažje imeti vizijo kot plan. Ne? Jaz sem predvsem rekel, da ni treba, da premagamo vse države, dovolj je, da premagamo Finsko, ker je ona prva. Ne? In to je potem celo citiral bivši predsednik Pahor, je rekel, evo, jaz nisem tega vedel, ampak kad tečem, je dovolj, da premagam ta najhitrejšega, pa bom zmagal. Ne? To je bila v bistvu moja prispodoba. Ne? Dajmo se osredotočiti na najboljše, pogledati, kaj delajo in sedaj cilj, da jih premagamo, pa pol tudi, če jih ne premagamo, če se jim približamo, smo že veliko dosegli. Sliši se zelo ambiciozno in mislim, da je resnično potrebno si zastavljati zelo visoke cilje, zato da nekaj dobrega dosežemo. Pa vendarle je pomenljivo, da se spomnim še pred 15 leti, ko sem službovala na Radiu Slovenija, je moja kolegica priznala, da je zelo ambiciozna na polju svoje karierne poti in so vsi v okolici privihali nosove v smislu ambiciozna. Skratka, ta beseda je imela negativno konotacijo. Ali čutimo posledice tega našega kolektivnega mindseta? Gotovo. Jaz mislim, da Slovenci smo imeli, kako smo mi sploh kot narod lahko preživeli. Na eni strani imamo Italijane, velik narod, bili smo itak pod Avstrijci, pod naravnim pogojem bi mi mogli pač biti neka nemško govoreča tukaj skupnost. Ne? Očitno imamo Slovenci nek kulturni, a vem kakšen preživetveni nagon, nek algoritem, nek način, kako smo preživeli. Preživeli smo verjetno zato, da smo se znali potuhniti. V mestih, Celje, Maribor, Ljubljana so bili nemško govoreči, plemiči, meščani in enkrat na teden so prišli tam neki kmetje, ki so imeli čuden naglas, nek čuden dialekt, ki jih meni ne razumel, prodajati zelenjavo. Pa ti zelenjavo so prodali, koliko je stal in so šli nazaj domov. In meni se z njimi ne ukvarja, ker so bili neškodljivi. Zakaj so bili Slovenci neškodljivi? Ker smo se potuhnili. Ker smo pa imeli tiste kmečke pore, so nas pa zatolkli. Tako da mogoče res to nek, rekel tak, pozitivna lastnost Slovencov. Vse v tem je Macini, mislim, veliko pisal. Nismo najboljši na svetu, nismo pa najslabši, predvsem smo pa živi. Tako da, fajn pa je, mogoče, da imamo nepar ambicioznih ljudi. Lejte, zdaj čisto kratek račun. Mislim, da imamo v Sloveniji okoli 700,000 delovnih mest. Mislim, da je 700,000 ali delovno ljudi, ki delajo. Približno, mislim, da je taka številka. To je mi rabimo samo 700 podjetnikov, ker ni veliko in vsako stvari podjetje, ki ima 1000 zaposlenih, pa bomo vse Slovence zaposlili. Ja. To je rabimo samo 700 ambicioznih ljudi. Sam takih zelo, da naredijo firmo uspešno, ki ima 1000 ljudi. Ostali pa boljš, da niso, ker če bi pa vsi ambiciozni, se bomo pa stepli pa skregali. Zanimiva misel. Ja, in se strinjam z vami, nekako po številu ne prebojnih inovacij, ampak tega inoviranja in teh mladih. Ravno včeraj sem bila na dnevu inovativnosti na Dolenjskem. Dolenjska se ponaša z največjim številom inovacij v Sloveniji. Zanimive zgodbe, zanimivi mladi študentje, ki delajo prebojne inovacije v tem smislu, da jih sploh ustvarjajo, da sploh razmišljajo inovativno. Skratka, lahko bi rekli, da smo na nek način z malo dramatičnosti neka velesila, sploh glede na število ljudi, sploh pa recimo na polju športa. Ampak ta znanost nekako presega vse meje. Poslušamo o androidni robotiki, humanoidni robotiki, kopirajo že ljudi, ne samo pokojne, da nadaljujejo njihovo delo, ampak tudi žive. Bi morali imeti danes veliko večje spoštovanje do znanosti, kot smo ga kdajkoli prej imeli, bi se morali pogovarjati tudi skozi nek filter, do kje znanosti dovolimo, da gre, da preseže mejo? Gotovo vse to, kar ste rekli, ja. Zdaj, če gremo v podrobnosti, mislim, da je kultura znanstvenega razmišljanja je relativno nova, vsaj v sodobnem času, mogoče z Galilejem, pa v tistih časih, 500 let nazaj v renesansi se je začela in dejansko tak način razmišljanja, da smo kritični do okolja, da probamo razumeti, da delamo eksperiment, da razčistimo, kaj je res, kaj ni res, da se pripravljamo do stanja, kjer dejansko uporabljamo, naravne zakone za to, da dela namesto nas. Elektromotor, bencinski motor, to vem, da nam ni treba delati. Tako da gotovo je odnos do znanosti pomemben, ker sodobna družba bazira na znanosti. Vi imate telefon, predpostavljam? Tako, vedno pri sebi. Koliko veste, kako sploh deluje?
Nimam pojma. Pa bo mogoče koristno, da malo več veste. A bi bilo res? Ne? Namreč enkrat sem dobila vprašanje, ali vem, to je bilo tako mačistično vprašanje, ali vem, kako deluje moje vozilo. Ja. Recimo. In sem rekla, da meni treba tega vedeti, ker ga pač peljem v avtomehanično delavnico. In to je bila seveda burna razprava. Jaz sem pa vprašala gospoda, če ve, kako je zašita njegova srajca. To je zelo mačistična, feministična debata. Ne bi zdaj probil, da se izogniti, to je zdaj tudi ni politično korektno takih, ne, da imamo, kako se reče, te vzorce ženske moške. Tako je. Jaz bi rekel tako, ne, uporabniku ni treba vedeti, kako stvar deluje, ne. Ampak če ne ve, kako deluje, ne, potem lahko deluje na način, ki on ne razume. A veste, da vas sledijo skozi telefon, ne? In to ne država, ampak Google, ne? Vi imate prižgano... Srhljivo. Ne, recimo, ne, sej, lejte, če se vi zavestno odločite, me ne briga, je to čisto v redu, legitimno odločitev, grem skozi življenje in me nič ne briga, ne? Fajn je pa razumeti in se potem zavestno odločiti, ja, to je za mene sprejemljivo, to za mene ni sprejemljivo, ne? Ena stvar. Druga stvar je, ne, zdaj to je taka malo klasična, kako je bilo, če bi vsi rekli, me ne briga, kako deluje avto, pa ne bi avtomehanikov. Če bi vsi rekli, me ne briga, kako je srajca zašita, ne bi imeli krojačev, ne? Tako da jaz mislim, da pač in ker je svet tehnološko vedno bolj zahteva, ne? Vedno več je takih naprav, ki imajo tehnologijo, mi rabimo ljudi, ki to tehnologijo razumejo. Mogoče, če vi ne razumete telefona, prav, boste pa razumeli, kako deluje računalnik, pa boste računalnike popravljali, ne? Ampak, glejte, dejansko smo prišli v stanje, ko imamo premalo tehnično usposobljenih ljudi, da bi vzdrževali vse to, kar dobimo. Ja. Dr. Mark Pleško, absolutno se strinjam, da je v znanju moč. Pravzaprav, če razumemo stvari, materijo, se tudi lahko na vse zadnje pomirimo, ne? In vemo, zakaj se nam nekaj dogaja, kar se nam dogaja. In srhljivo je, kako pravzaprav se midva lahko zdaj pogovarjava o well-beingu, ki ga zasledujeva recimo za urejenimi, ljubečimi domačimi odnosi in dobiva takoj reklamo za, ne vem, izboljšate odnos ali coach na področju zakonskega svetovanja ali kaj podobnega. To so srhljive zgodbe, sploh če pomislimo na to, kakšne taktike, recimo že TikTok uporablja, ne, ki popolnoma zasvoji naše otroke. Uporablja točno določen font črk, točno določeno glasbo, ki naše nevrone tako draži, da se pravzaprav ne moremo odmakniti od TikToka. No, to je pa tisto, ki ste vprašali, moramo biti pazljivi, ne? Vsako stvar, ki je človek izumil, je hkrati moral tudi izumiti način, kako to kontrolirati. Ljudje so izumili, pa odkrili uporabo ognja, ne? In potem so tudi imeli gasilsko, in še zdaj imamo gasilsko društvo v vsaki vasi, ne? Smo razvili jedrsko tehnologijo, pa imamo zakone in pravila, kako to varno uporabljati, ne? In seveda, umetna inteligenca, pa robotika ima tudi neke svoje koristi in svoje slabe strani in moramo jih razumeti, pridemo spet nazaj na to točko, zakaj je dobro razumeti znanstveno tehnologijo, ker šele takrat lahko tudi kot družba, ne, pametno odločamo, do kere meje uporabljamo, do kere mere pa ne. Vas je strah kopiranja ljudi? Mene ni ničesar strah, ne, mislim, ničesar pa vsega, ne. Jaz bi rekel tako, vsako stvar, strah ni dober svetovalec. To je res. Ne? Treba je pač predvideti pri vsaki stvari prednosti in slabosti, treba si pogledati nevarnosti, ne, risk management se temu reče strokovno, ne. In razumeti, kje so možne posledice in se potem zavestno odločiti, v redu, to sem pripravljen riskirati in potem, ko se zgodi, ne jamrati, ne, ampak reči, v redu, bil sem bedak, dajmo se z tega nekaj naučiti, ne, a pa reševati pač situacijo, kot je. Dr. Mark Pleško, zelo me veseli, da se takole pogovarjava v podcastu Supermoč medijske hiše Delo. Upam, da bova najinim gledalcem in poslušalcem dala nek uvid, morda kakšno idejo za razmišljanje out of box, kot zadnje čase radi nekako svetujemo. Ko govorimo o artificial intelligence, o digitalizaciji, dovršenih tehnologijah, robotizaciji, vi ste znanstvenik, fizik, delujete na polju znanosti, vodite odlično podjetje, spin-off nacionalnega inštituta, pa vendarle, koliko pa date poudarka recimo takim naravnim stvarim, kot je tako imenovani notranji glas, instinkt, občutek za človeka?
smo zgubili kompas ali se nam pravzaprav te notranje biološke danosti utrjujejo skozi čas? Po mojem se povečujejo ravno skozi tehnologijo, a je to pametno ali drugo vprašanje. Ljudje smo čustvena bitja, mi nismo racionalna bitja. Jaz pa tisto, kar sem rekel, mi imamo boljše mnenje o sebi. Ljudje mislimo, da smo racionalni. Zdaj pa nismo, vsi smo čustveni, odločitve delamo izključno s čustvi. Spet to je, bi rekel, dokazano, ne? Je bil človek, ki je imel poškodovan del možganov, ki je odgovoren za čustva in so mu rekli, tle imate 3 kulice, podpišite se za vašo najljubšo barvo. In ta revež se njim v 2 urah ni mogel odločiti, katero kulico prijeti, ker pač kjer je najljubša, ni vedel. Ni mogel se zjutraj odločiti, kaj bo to za zajtrk. Torej, čustva so fundamentalno pomembne pri odločanju. Racionalno mi gre to tudi veste, ne? Da se odločimo mi 300 milisekund, preden vemo, da smo se odločili. To so delali poskuse s temi, kako se reče, skenerji možganov, ne? So videli pulze. Ne? To vem, da v resnici smo mi zelo, zelo čustveni ljudi, kar seveda izkorišča TikTok, a pa sploh na reklame, ne? Glejte, kako moški kupujejo avtomobile, če hoče so pri stereotipih. Ne? Moški pravi, ja, poraba, pa to, pa tisto, v resnici pa tako. Ta avto ti všeč in potem iščeš neko racionalno opravičilo, zato da rečeš, ja, sem tega zbral, kar, ne, ali pa SUV, ja, tam, veste, pa je varen, ne, ja, za otroke. Ali pa če parkiram tam na Prešernovem trgu, da lahko čez rob voznika zapeljem, ker imam ta debele gume. Ne? Tako da, v resnici, zdaj pa notranji glas, bolj je pomembno to, ne, da čustva za nas odločajo, moramo pa, ker to zmoremo, uporabiti racionalni del možganov, da preverimo, a so se naša čustva prav odločila. Ne. Recimo, ne, mene zdaj zapaše neka sladkarija, ne, a mimo racionalni možgane rečejo, pa ne smeš, kar se bo zredil. Ne, jaz bom vse pojedel, ne, me žena pol krega, ampak kljub temu so rekel, so srečno poročena in zaljubljena. Ne. Tako da tukaj je veliko dvojna vloga. Ne. Čustva pomagajo odločati in v redu, dajmo poslušati notranji glas, dajmo ga potem pa racionalno preveriti. Veliko ljudi pa tega ne naredi. Ne? Se odločajo za eno varianto in potem iščejo opravičila, zakaj je ta varianta dobra. Ne, dajmo imeti 3-5 variant pogledati, prednosti, slabosti, pri vsaki zapisati in potem pa objektivno in poskusiti, da čustvo preč. No, to je pa znanstvena metoda. Ne? To pa ljudje, ki so znanstveniki, se trudijo, pa tudi v resnici ne, znanstveniki so ravno tako čustveni, ravno tako so ambiciozni, ne? Na koncu te žene tudi neka želja po uspehu, kar je gotovo ni racionalna, ampak je emocionalna. Torej lahko sklepam, da so vas tudi čustva vodila pri tem, ko ste se odločili, da boste naredili spin-off? In nekako išli iz, bi rekla, laboratorija, javnega laboratorija. Namreč to vprašanje že odpira tudi neko rak rano slovenske družbe, ko imamo še vedno nekje kljub zelo resnemu dokumentu strategije pametne specializacije to dolino smrti med bazičnimi raziskavami in aplikativno znanostjo. Kako razmišljate o tem polju? Veste, kaj je zanimivo? Mi jamramo, da kako mi tega ne znamo, Nemci pa znajo. Pa greš pa v Nemčijo, pa poslušaš nemška strana, pa pravi, ja, mi v Nemčiji smo dobri akademiki, ampak praksa, to znajo pa Američani. Ne? Američani pa pravijo, ja, tam država neki to ne deluje. Tako da, jaz mislim, da to je pač neka zakonitost. Tako, mi lahko tudi jamramo, kako to, da voda teče zmerom dol, a ne bo fajn, da bi tekla gor. Ja, pač to je naravni zakon in tle isto. Ne? Ni enostavno od ideje priti do nečesa, kar dejansko deluje, številka 1, a še težje od tega, ko deluje, priti do tega, da ljudje vsi uporabljajo. Ker to ni samo tehnološki izziv, ne, je tudi sociološki izziv, poslovni izziv. Tako pač je. Ne? Zdaj, eni imajo srečo, pa jim to rata, pa za nazaj pojasnimo, da so bili zelo pametni. Ne? Steve Jobs je že v vrtcu vedel, da hoče imeti iPhone ali kaj. Ne. Kar pa gotovo nekatere države delajo boljše kot druge, pa je, da pač postavljajo mehanizme, ki probajo ta prepad, ne, to dolino smrti zmanjšati, neke mostove graditi. Ne. Ni pa to enostavno. Morda pa znajo zelo dobro nekateri analizirati potrebe sveta, recimo. Če samo pogledam, kako vrhunsko se gre Hrvaška, naša soseda turizem, ki je opravila zelo, bi rekla, klasično domačo nalogo, se je odločila, katero target grupo želi zasledovati, imeti kot recimo neko turistično skupino v svojem, recimo, prelepem okolju, a ne? In je naredila analizo, kaj ta target grupa želi. In se nekako posvetila izgradnji čudovitih resortov, kamor pravzaprav nek poprečen Slovenec skoraj da ne more več, ker je cenovna politika
res na zelo visokem nivoju, primerna pa dejansko za Severno Evropo. Kaj je danes potreba sveta? Zdaj, a ne komentiram Hrvaško ali komentiram potrebo sveta? Ja, lahko pravzaprav, zakaj ne analiziramo, kaj sploh svet potrebuje in bi prišli do prebojne inovacije? Kdo smo to mi, če lahko vprašam? Mi, Slovenci. Slovenci 2 milijona, mislite zdaj vsi, vsak? Ne, tisti, ki so v nekem raziskovalnem procesu. Recimo vprašanje pitne vode ali... Zdaj smo pa tukaj, ali hočemo imeti mi državno vodeno, to meni, da ne predsednik vlade o tem razmišlja, pa ministri pa tako naprej, pa nam pove, kaj delajo, ali živimo v tržnem gospodarstvu, pa rečemo, v redu, ne vsak razmišlja, tisti, ki se bo znajo, da bo nekaj naredil, tisti, ki se ne bo znajo, pa pač ne bo naredil. In tisti, ki bi dobro naredil, potrebuje še podporno okolje države. Ki tudi do neke mere obstajajo, tudi v Sloveniji, jaz bi rekel, ni slabo. Mislim, zdaj, mi radi jamramo v Sloveniji, ampak pri večini kazalcev smo mi nekje tam 30 najboljši na svetu. Dobro, Roglič pa Pogačar sta prva, ali kaj, ampak če bi bil jaz 30 na Turu, a pa na svetovnem prvenstvu 30 najboljši, je to v redu, ne? Ni slabo. Absolutno ni slabo. Tako da mislim, da Slovenci smo v resnici, zdaj, mogoče bolj po sreči kot po pameti, a pa zato, ker pač cela Evropa taka, mi smo pa se zraven šlepoma, smo v resnici zelo dobri, tako, Sej dajmo jamarati, pa bodimo boljši od Finske, ampak tudi, če ne bomo, smo mislim, da kar v redu. Ker se Hrvaške tiče, bi pa takole rekel, Hrvaška ima približno isti bruto socialni produkt kot Slovenija, pa jih je malo več kot dvakrat več od nas. Tako da to se ni lih zahvaliti, smo še zmeraj mi boljši v tem trenutku. Kako komentirate njihove premike na polju davčne politike? Ne, gotovo delajo oni prav in oni se, ampak še zmeraj tudi, ker pa njih obiščem, pa isto oni me jamrajo, a vi Slovenci znate, a mi ne znamo. Tako da, kot mi jamrajo zaradi Nemcev. Druga stvar pa je, gotovo imajo Hrvatci prav, da so se fokusirali na turizem, ker pač imajo že naravne prednosti tega. Sam turizem ni panoga z zelo visoko dodano vrednostjo. Tako da je kar težka bitka in je prav, mislim, pošteno do ljudi, ki tam živijo, da so te hoteli dragi, ne za nas Slovence mogoče, ampak če hočemo, da bomo imeli oni dodano vrednost 50.000 evrov, je prav, da jih drugo prodajo. Zdaj pa Slovenci, če smo pa pametni, se bomo pa po slovensko šlepali na njih. Da rečemo, evo, Slovenija je pa tista dežela, ki je pa ravno tako lepa kot Hrvaška, samo še malo lepša. In ja, dajmo delati reklamo, tako pač uporabimo njihov brand, pa se zraven postaviti. Slovenija še Istra, Istrin ali nekaj tazga. Evo, tukaj pa prideš pol vse veste tisto basno, kako je bilo že neka senička, ki je više letela od orla, ki je pač splezala na orla in ki je orl visok leto, ki pa si, jaz sem pa še malo višji kot ti. Zelo pomenljiva basen, se strinjam. In dr. Mark Pleško, veste, jaz se zelo strinjam z vašim optimizmom in z idejo, da naj ne jamramo. Tudi sama sem zelo optimistično naravnan človek, z veliko ljubeznijo do naše dežele in tudi družbe obče gledano. Se vidite v vaših člankih in zmeraj z veseljem preberem in vas občudujem in res vas cenim za ta vaš optimizem in vašo energijo. Hvala lepa. Evo, z veseljem sprejmem ta kompliment in resnično se čudim, pravzaprav številni moji vrstniki, dobri kolegi, prijatelji so zapustili Slovenijo, češ, da ni dovolj stimulativno okolje. Sama ostajam tu, ostajate tudi vi. Zakaj ostajate tu? Po moje zato, ker je kvaliteta življenja v Sloveniji vrhunska. Zdaj pa tako, povejte mi eno okolje, ki je pa bolj stimulativno, ki je pa boljše. Če ne veste, pol ste zato kaj ostali, ali kaj? Mislim, ja, gotovo je nekje drugje, ki je boljš, nekje pa nekje slabš. Zase lahko rečem, da kadarkoli z avionom pridem spet na slovenska tla, sem najbolj srečen človek. No, evo, in to je po mojem dovolj razlog. Enem je najbolj pomembna plača. Prav, pa ne grejo tam, ki je najvišja plača. Enem pa najbolj pomembno to, da je zdravstvo brezplačno. Ne ostane tukaj, recimo. Enim je pa pomembno, da imajo takoj dostop do zdravnika, imamo pa dolge čakalne vrste. Prav, mislim, itak ne moče sem vse prav narediti in Slovenija ima nekatere stvari, ki so v redu, nekatere stvari niso in se moramo odločiti, a nam je vreden pač nekaj zamenjati za nekaj drugega. No, ampak svet drvi v neko zgodbo, bomo videli, katera bo prevladovala. Tako zelo
preprosto in čez palec lahko rečeva, da v tem trenutku obstajata dve diametralno nasprotni ideologiji. Ena je tista, ki jo nekako pooseblja Elon Musk, v smislu še več rasti, še več potrošnje, saj nam to navsezadnje dovršene tehnologije omogočajo. Po drugi strani gre pa za ideologijo manj rasti, degrowth. Kaj mislite, kaj bo obvladovalo, v katero smer se bo v vseh teh okoliščinah, kjer pač človek danes biva, v katero smer se bomo razvili? Po mojem treba gledati teorijo iger. Teorija iger je vrhunska teorija in ljudje smo v bistvu skozi evolucijo postali idealni, mi smo našli rešitve za najbolj zagonetne probleme teorije iger. Naša človeška morala, etika je v bistvu zgrajena na teoriji iger. Ampak teorija iger je to, kako v danih pravilih, zakonih najdeti neko optimalno rešitev. Ekonomija je tudi teorija iger stvar ekonomije. In mi ljudje smo izjemno ekonomski. Recimo, če pogledate, koliko energije porab avto za 1 kilometer, pa koliko človek. Recimo. Ali pa kako se mi odločimo. Tudi naše moralne vrednote v bistvu so rezultat teorije iger. Vi ste rekli, da sodelovanje je boljše kot nesodelovanje. No, izkaže se, da pač najboljši algoritem, če se samo enkratno interakcijo naredimo, je boljš sogovornika prevarati, ker si ga enkrat prevaral, vse pobral in greš. Če imaš pa večkratno interakcijo, potem pa boljš biti pošten, zato ker potem bo tudi do tebe nazaj pošten in na dolgi rok oba pridobita. In to je točno naša človeška morala. Kadar enega tujca boste prej okoli prenesli soseda, boste pa zelo prijazni do njega. Ampak to imate vseb že, ta nagon imate vseb narejen, ker je evolucija zbrala take ljudi, tako obnašena, ki temu ustreza. Evo, tako da to je, jaz mislim, da odgovor tudi na to, noben ekstrem ni ta prav, verjetno. Stvari se pa itak samo od sebe razvile. Mi rabimo ljudi kot se Elon Musk, to so taki nori geniji, ali pa tudi tako, recimo, nekateri med nas ljudje so psihopati. Zdaj, če bi bilo biti psihopat zelo škodljivo, bi verjetno psihopati izumrli, pa očitno ne izumrejo. A drži? To pomeni, da je to mogoče pa fino, da je neka manjša skupina ljudi ekstremnih v družbi. Zato, da spremenijo družbo. Če poznate Bernard Shaw, njega kdo poznate, pa njegov tak aforizem, on ima veliko teh aforizmov. On je rekel, the unreasonable man, po angleški, ampak on nakratko tako je rekel, razumen človek bo sprejel svet okoli sebe in se bo prilagodil. Nerazumen človek pa bi rad po svojem, iz trmast in bi rad svet okoli sebe sprejel po svoji podobi. Iz tega sledi, da ves napredek je samo od nerazumnih ljudi. Evo, Elon Musk gotovo ni neko, je odbit, ni bolj razumen Elon Musk, ne bom naredil to, bom kupil Twitter, ampak je pa svet nekako naprej premaknil. Zdaj pa degrowth, seveda je pa svet omejen, z resursi na svetu so omejeni, in gotovo je smiselno čim manj trošiti resursov, to je pa ekonomija, prav kako lahko dosežemo človek za čim manj stroškov trošenja, ker in vpliva na okolje. Ali bomo izumrli, ker je pa tudi rezultat. Sej v končni fazi, da zdaj še vsaka vrsta živali izumrla, pa zakaj to človek ne bi izumrl? Ne bova črnogleda, a ne? Ne, sej še par milijonov let imamo časa mogoče. Dobro. Me veseli, predvsem zaradi tega, ker imam rada življenje in privoščim tako življenje tudi svojim zanamcem, oziroma našim zanamcem. Omenjali ste psihopate. Spomnim se, da je dr. Škrlevaj v zadnjem obdobju mnogokrat v kontekstu herojskega vodenja omenjal, kdo zaseda vodilna mesta, in nemalokrat je zelo brezkompromisno rekel, da so to lahko tudi mejne psihopatske osebnosti, narcisoidne osebnosti in tako naprej. Glede na to, da vodite Kozilab, ustvarjate odlične poslovne zgodbe, dober biznis se greste, vas ne zaboli taka ocena? Mogoče vas sem jaz psihopat, a pa latentni, a pa imam mogoče kakšno taka stvar vse. Jaz mislim, da podjetniki so neka čudna bitja, so ekscentrik sem gotovo, to vemo, to smo že ugotovili. Tako da nisem normalen, zdaj do kjere mere pa sem pa nenormalen, pa ne vem, očitno, jaz mislim, da nisem psihopat, zato moja žena verjetno bo to znala potrditi, pa imam par prič, ampak gotovo imam pa kakšno tako stvar v sebi, ki pa mogoče v drugih pogojih ne bi bila družbeno sprejemljiva. Ali pa imate v sebi, v svojem DNK-ju, tako močen zakaj? Namreč vsakdo izmed nas, ki živi polnovredno, živi svoj zakaj, svoje poslanstvo. Nekaj ga vodi, neka sila. Kaj je vaš zakaj?
Ja, ne vem, to je tisti ogenj, ki ga imam vseb, ne, po mojega ne znam pojasniti. Torej, prvič moj zakaj je gotovo zakaj. Ne, jaz sem se zmeraj spraševal, zakaj so stvari take, kot so. Zmeraj sem poskusil razumeti. Jaz sem se tudi poskusil uživeti, mi zelo radi, ne, pač gledamo mečkan tako črno-belo, oziroma naši so dobri, unita drugi pa niso dobri. Ne. Jaz se pa zmeraj moram razumeti, zakaj nekdo je, pa če je psihopat, ali pa kriminalec, ali pa zločinec, zakaj dela to, kar dela. Ne. Zakaj je svet tako, kot je, zakaj pade jabolko na tla, pa ne zleti gor, ne? Zakaj posel tak in tak. Ne? To je gotovo in mi gotovo pomaga, če razumem, zakaj, ne? Da potem mogoče najdem neko rešitev, ki drugi ne vidijo. Bi lahko vaše podjetje prosperiralo, če bi na tak način, če bi ostalo v nekih javnozavodskih okvirih? Jaz mislim, podjetje gotovo ne, ampak kot posameznik, mislim, gotovo so, vsaka karijera je dobra karijera, tudi nekdo, ki je recimo pometa ceste, če to dobro dela, je to uspešno dela, je na koncu dneva spoštovane vredno delo, je zadovoljen na koncu leta, tlele zdaj hodijo nekaj ljudi po tej ulici in se dobro počutijo, zato ker sem jaz poskrbel za to, da je čisto, da ni papir ško potlekla. Lepo, da cenimo pravzaprav vsakršno delo. Vsako delo je vredno. Je častno, tako. Srenja, v kateri se gibljete, si predstavljam, da se vse bolj nekako podaja tudi v svet duhovnosti, nekaj je ta PR, marketinška, new age-ovska scena, ne? Nekaj pa so neke zakonitosti, ki so že večne, ki so pravzaprav stare in delujejo že tisočletja. Se poigravate s kakšno obliko duhovnosti, iščete odgovore, inspiracijo, moč, super moč, ali navdih v kakšni takšni zgodbi? Ja, zdaj duhovnost je zelo tako, ne, mislim, ker je neopremljiva, je zelo slabo definirana. Eni vidijo to, drugi to, ne, eni verjamemo Boga, eni ne verjamemo Boga, eni verjamajo v neke nadnaravne sile, eni čutijo neko notranjo energijo, eni čutijo v vesolju, tako da tukaj težko. Jaz mislim, da bistveno je to, da je človek zadovoljen sam s sabo, svetom okoli sebe, pa rečemo ali z Bogom, ali pa pač da se dobro počuti. Ne? Za en je to Bog, za drugi je to nekaj drugega. Tako da, če to mislite kot duhovnost, lejte, jaz se najbolj počutim, ko pridem domov na kras, grem na sprehod, sonce sije, lepo ptički žvrgolijo, trava diši in se dobro počutim. Ali je to duhovnost, ali je to nek notranji mir, v bistvu niti ni važno. Pomembno je, da najde človek ravnotežje v življenju, ne? Gotovo pa je pomembno, ne, da se ne pehamo za materialnimi dobrinami. Materialne dobrine so pomembne, ne, zato ker pač, če me zebe, je fino, da imamo obleko, to je materialna dobrina, ne, če se lačen, je fino, da dobim kaj za jesti, to je tudi ena stvar, ki mora nekdo narediti, ali pa moram v trgovini kupiti, ne. Pomembni so pa seveda odnosi z drugimi ljudmi, ali je to že duhovnost ali ni, ne, pa pomeni to, da človek sam s sabo s tem svojim zakajom, da ga razume, da z njim živi v skladu. Ne. Spet, da pa religije razlagajo recepte, kako treba delati, New Age ima neke druge recepte, v bistvu je pa vse. Važno je, da človek se počuti zadovoljen. Dr. Mark Pleško, zelo sem vesela, da sva se na tak način in o teh vsebinah pogovarjala, čeprav sem skorajda prepričana, da ko sem napovedala, kdo bo moj gost v podcastu Supermoč, da so si predstavljali, da se bova pogovarjala, denimo, kako premostiti to energetsko krizo, kako doseči večjo produktivnost, kako recimo kako nadgraditi dodane vrednosti, kaj povedati odločevalcem. Če morda bi želeli kaj na to temo povedati, v smislu, da bo Slovenija vendarle ostala na svetovnem zemljevidu uspešnih družb, kaj bi dejali Slovencem, odločevalcem, gospodarstvenikom, znanstvenikom, mladim? Ok, bom citiral mojega starega očeta. On je bil preprost človek, mislim, ne, 1,5 leta osnovne šole je imel, pa so bili to krivni, je bil bos, brez čevljev, mu je bilo narodno šolo hoditi, ni hoditi v šolo, je bil pa, bi rekel, naravno zelo inteligenten človek, on je me zmeraj hecal, rekel, jaz sem hodil na visoke šole, ker sem hodil na vrh hriba ovce past. No, in on je zmeraj, ko je bilo kaj tazga slišati, oni delajo to, ali pa te se kregajo, rekel, kopati ne grejo. Njegova vloga je bila ta, lejte, ne veliko govoriti, dajmo delati.
vse je pametno delati. Zdaj ne kopati kar brez veze, ne, ampak kopati na nivo, zato da bo kaj zrastel. In to bi jaz priporočil sem. Ne. Dajmo pogledati, kaj si želimo, premisliti, kaj moramo narediti, da to dosežemo in potem lepo zavihati rokave in delati. Oziroma, če citiram enkrat en članek iz leta 88-89 v Jugoslaviji, treba više raditi, a manj pričati. Ampak kljub temu zadnje vprašanje, potem pa vas pustim, mislim, da greste danes na eno konferenco v Celje. Radi nastopate na odru, radi poveste tisto, kar si želite povedati? Mislim, tako govor, mogoče to je edina stvar, kjer res dobro znam, to je nastopati pa govoriti, zato sem mogoče dober motivator. Ne? In hvaležen sogovornik. Super, evo. Bi pa tudi jaz mogoče mogel več delati, pa manj govoriti. Zadnje vprašanje, dovolite, namreč simbol ali logotip podcasta Supermoč je lev, kralj živali. In meni je ta žival fascinantna. Spomnim pa se zelo uspešnega, vsa Slovenija ga pozna, liderja, menedžerja, ki je nekega dne se ustavil v zagrebški knjižnici in tam po naključju našel knjigo, ki je opisovala ljudi skozi lastnosti živali. In od takrat naprej vsak sestanek, ki ga vodi tako, da je nadel vsem partnerjem ali sogovornikom pravzaprav živalske podobe in skozi te lastnosti jih nagovarjal. Ne? Pa me zanima, katera žival je vam najljubša, najbolj markantna, katere se morda bojite? No, to žival je to dobro prispodobil, v resnici to je stereotip, ne, ki mi damo živalim in potem ta stereotip pripisujemo ljudem, ker nam olajša, ne, da če jaz vem, kakšen ste vi karakter, se vam bom lahko prilagodil, oziroma to je tisto zakaj, ne, da razumemo zakaj. Zdaj, kjera žival, če me vprašate, kjera žival bi jaz bil, ne, odvisno od situacije, ne, mogoče se splača biti bolha. Ne, bolha je majhna. Bolha, sem prav slišala. Bolha, en primer, ne, bolha je majhna, nihče jo ne vidi, skoči blazno delč, ne, lahko veliko doseže, zato ker sploh ne ve, ste vi, da obstaja, ne. Tako bi rekel, ta Maverick, undercover, ne, recimo, to je eno variantno. Mene začne kar srbeti, namreč ravno zdaj smo imeli v šoli med otroki, smo imeli pandemijo uši in gnit. Katastrofa. Uši pa bolki so nekaj čist drugega. Vem, ampak vseeno, drobne, male in skakajoče. Ampak ki nekaj znajo, ne, recimo, ne. Drugač pa orov, je to tak, ne, bi rekel, letiš visoko, si sam, najdeš moč v sebi, potem pa letiš, vidiš celo sliko, potem se pa fokusiraš na eno stvar in greš kje, ne. Tako da, ampak spet izbirko odvisno od prilike. Ne. Jaz zgodil po karakteru nisem ta prav za leva, ne, ker lev, kot veste, nič ne dela, ne, res nič, ne, niti lovine, ne, lev pa res totalni lenuh, lev kot moški, ne, on pusti levinjam, da vse zrihtajo, ne, in potem pride pa jim vzame, ker je pač toliko večji od njih, da jim lahko to vzame, ne, meni se to malo nepošteno, ne, ker pusti drugim, da delajo, potem pa on od tega profitira, ne. Je pa vse simbol moči, to se pa strinjam, ne. Ampak včasih je pa fajn biti tudi gazela, ne? Hitra gazela, ki vse ostale premaga. Lejte, jaz bi res rekel, da odvisi od prilike in jaz mislim tako, če govorimo o podjetnikih, pa tudi nasploh, ne, uspešen si verjetno, če znaš v pravi situaciji igrati pravo vlogo. Tako. Zato pa mi tako ljubimo igralce, ne? Ker oni dejansko igrajo tisto vlogo, ki nam nekaj pomeni, ne? In se prilagodijo iz filma v film. Doktor Mark Pleško, hvala lepa za vaš čas, za vašo pozornost, ki ste ju namenili ne samo našim gledalcem in poslušalcem, ampak tudi medijski hiši Delo. Želim vam prijetno poletje, greste na morje, boste ostali na Krasu, ste človek planin? Jaz sem najraž doma, ker sicer veliko potujem želja, bi pa se rada, da kam grejo, tako da pol moram najti ten kompromis. In v kompromisu, pravzaprav je pa kompromis je platforma za lepe odnose. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo, veliko čast mi je bilo, da sem lahko sodeloval in upam, da sem vsaj mečkan kaj koristnega povedal. Vse dobro in čuvajte na vseh svojih poteh. Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, tudi vam hvala za čas in za pozornost. Upam, da sva z našim sogovornikom povedala veliko inspirativnih misli, vam morda sčistila miselne kanale in vam dala dobro popotnico za uspešno delo in za prijetno zasebno življenje. Lepo se imejte in srečamo se in vidimo na vseh delovih kanalih prihodnji teden. Srečno!